Ovce. Ne. Mednarodno. Spoštovani kolesarji, prosim, da vzamete kolesa in greste v vojašnico, da začnemo kolesarski maraton. Spoštovani udeleženci 10. kolesarskega maratona po poteku belezi vojne 91. Prvi maraton smo začeli in smo mislili, da bo tudi s tistim končali. Ampak poglejmo, prišli smo in se ponovno dobili na lep dan, na lepem kraju, z lepimi mislimi. Ta maraton je posvečen vsem udeležencem osamosvojitvene vojne leta 91, predvsem pa tistim, ki jih ni več med nami. Eden med takimi je tudi naš spremljevalc, dragi veteran, udeleženec vojne 91, Kovač Vinko. Prosim, da z enominutnim molkom počastimo njegovo smrt. Slava mu! Dobar je. Maraton po poteku belezi vojne 91. Kolesarski maraton po poteku belezi
Kolesarski maraton po poteku beleži vojne 91. Početak, pauza. Ali pojesti, gremo dalje. O, pa već da si tebe čakao? Živja. Evo, izvoli. Ovo, pa se naredu.
Super je bilo. Zelo v redu je bilo. Sem bil že drugič letos temu maratonu in sem zelo zadovoljen. Tudi pomen tega maratona. V redu je, odlično. Organizacija je bila enkratna. Super. Ja, odlično. Več kot vsa druga leta. In letos je tudi hitrost bila našim kondicijsko kolesarjem primerna, kajti ni bilo tistih, ki je bilo do zdaj značilno, da so prišli trekking, navadna kolesa in tako naprej. Tokrat so pa res prišli kolesarji, ki znajo kolesariti in pa so tudi pripravljeni v grupi voziti. Čeprav se vidi točno, kdo je in kdo ni pripravljen, kajti eni so vpletali levo desno, drugi so se vozili v grupi, tretji čakulali, ampak bistvo je, da smo prišli okoli in brez poškodb, nobenega padca in tako naprej. Je bilo najbolj lepo, pravzaprav, no? V Šempasu. Šempasu? Ja. Zakaj? Tista cesta me je bolj poznana. Jaz sem zadovoljen kljub temu, da je bila malo manjša udeležba, ampak tisti, ki smo prišli, spominjamo na tiste dni, ki smo leta 1991 skupaj delovali in tebe razmišljamo še danes tako. Tisti, ki niso prišli, jim je lahko žal, lep dan, lepo kolesarjenje in še lepše druženje. Drugo leto še nazaj, ne? Svač je dober.